Zadnjič sem nekje hodil, pa je prišla ena gospa do mene in je rekla, joj, vas pa moram prav pozdraviti, hvala za knjigo, tako da res lepo slišati, no. Da kdo reče, da ne vem koliko let ni bral, pa je prvič spet knjigo v roke prijel, da mladi to berejo, starejši, tako različne generacije, različni profili, tako da mislim, da tako je res lepa popotnica za naprej. Tako Darko Đurić o odzivih na knjigo, v kateri je z nami delil svojo življenjsko zgodbo. Pot fanta brez nog in z eno roko, ki se je odločil živeti polno življenje. Poznamo ga kot vrhunskega paraplavalca. V svoji športni karieri je postal svetovni in evropski prvak, tudi svetovni rekorder. Športno kariero je končal leta 2020, leto pozneje diplomiral na Fakulteti za pravo in poslovne vede, zdaj predava predvsem kot motivacijski govorec. Lani pa je šla knjiga, v kateri bralcem odpre vrata v svoje življenje. To, da se razgalaš, je pač velika stvar, no. Predvsem, ker ne pišem samo o pozitivnih stvareh, ampak tudi kakšne lastnosti, ki mogoče nikoli tudi sam nisem bil na njih res ponosen, ampak se mi zdi, da je pomembno, da s tistim, kar daš v knjigo, da si pomirjen in da na koncu, ko me ljudje o tem vprašajo, da lahko z nasmehom oziroma sproščeno o tem govorim. Kot pravi, je bila ideja o knjigi prisotna že dlje časa, vendar se je za pisanje večkrat premislil, saj je čutil, da še ni dovolj zrel, da bi delil svojo zgodbo. Po vseh predavanjih, ki jih je imel, pa je ugotovil, da ljudi zanima več, zato je v soavtorstvu z Vladimirjem Habjanom, ki ga najbolj poznamo kot pisca planinske literature in dolgoletnega urednika Planinskega vestnika, nastalo delo Plosk ene roke. Delala sva intervjuje in je potem gospod Vladimir zapisoval stvari, ki sva se jih pogovarjala. Na začetku je bil kar velik problem ali pa izziv, ker sem bil zelo kronološki in nisem to šel v globino z teh občutke. Pa najprej moram reči, da v bistvu ni bilo veliko gradiva o njemu. Tako da je bilo kar treba delati te vodene intervjuje, s tem imam jaz kar izkušnje, pač, ker sem tudi kot novinar delal. Ampak en intervju, en pogovor, to je nekaj drugega kot pa knjigo, ne. Tako da jaz sem na vsak pogovor že imel vnaprej pripravljena vprašanja. Takrat, ko ni bil najbolj razpoložen, kar je povedal tudi sam, da je neke zgodbe težje povedati in je bilo treba pač malo zvleči. No, za tiste primere sem imel neka splošna vprašanja, ki so bila potem tisto meso noter, ne. Kot je sam rekel, težje te občutke izraziti, zato je bilo treba večkrat brskati in iz njega izvleči tiste misli, ne samo dogodke, ampak misli, občutja in tako naprej. In tukaj res piko na i dala urednica na koncu. Najtežje mu je bilo soočenje z občutki osamljenosti. A kot pravi, da če želiš biti iskren, moraš biti pomirjen z vsebino, o kateri govoriš. Zato zdaj odkrito govori tudi o jezi, ki se je nabirala in bila dolgo časa njegovo vodilno čustvo. Sigurno neka soočanja z lastnimi, mogoče tistimi, ne toliko porazi, ampak občutki, tisto osamljenost, občutki zapuščenosti, ki sem se jih sicer zavedal, nikoli jih pa nisem pustil, da bi jih izrazil, tako da sem mogoče potem zaradi tega, da je stvari skozi jezo izražal in to mogoče bilo najbolj zahtevno, pa da sem se pomiril z določenimi situacijami v mojem življenju, ki sem mislil, da sem z njimi pomirjen, pa sem videl, da dejansko sem precej stvari potlačil oziroma nisem soočil s tem. Darko Đurić se je zaradi redke genske napake rodil brez nog in leve roke. Zaradi težke situacije staršev ga je pri 2 letih k sebi vzela družina Debeljak iz Podbrezij, pri kateri ga je odraščanje na kmetiji z 2 bratoma in sestrama vzpodbujalo k čim večji samostojnosti. Zdaj, če bi rekel, da sem do vseh rezultatov pa uspehov sam prišel, bi lagal. Velikokrat, ko sam nisem zmogel, sem imel na srečo ljudi okoli sebe, ki so vztrajali ali pa me vzpodbujali. In to je bilo v športu in tudi recimo učenje hoje ali pa navajanje na samostojnost. Se spomnim enkrat, ko sem veselo cune vrgel v pranje, ko sem šel nazaj v študentski dom, pa je mami rekla, Darko, prid tule v kopalnico,
tale bela naprava se ji reče pralni stroj, a ne, tole so funkcije, zdaj te bom pa naučila, kako to uporabljati, in do takrat naprej sem pač mogel to sam delati, a ne. In življenje pač ti ni prizanešeno, a ne, vse, če hočem biti urejen, ali pa to moram vse sam narediti, in to so me naučili. Prav med nastajanjem knjige pa je začutil, da bi se rad srečal z biološkimi starši. Ja, mislim, da vsak človek sigurno ima neko željo o sebi, da spozna tiste svoje korenine ali pa dobi neko potrditev. Konec koncev veliko travm izhaja iz recimo neizrečenih stvari od staršev ali pa potrditev, ki jih ne dobimo, ne? In sem seveda mislil, da mogoče je del rešitve, da določene stvari v življenju sprejmem pa nadaljujem z njimi, da se tudi spoznam z očetom, ampak seveda se ni pojavil, sem čutil takrat neko jezo, razočaranje, ampak sem potem mogel seveda iti čez to. Sem pa čutil, da je to zame osebno pomembno, da se s tem pomirim, sprijaznem, ker sem veliko neke potrditve iskal tam, kjer jo nisem nikoli mogel dobiti, in mogoče je to tudi bil nek tisti kamen sidro, ki me je nazaj vlekel. In tudi, ko sem se s tem nekako pomiril, mislim, da smo tudi pol s knjigo precej lažje nadaljevali. Skozi knjigo sem se moral soočiti z zapuščenostjo, mojim najbolj prvinskim občutkom, travmo. In ravno zaradi te knjige sem se resnično spopadal s to bolečino. Spoznal in sprejel sem dejstvo, da mogoče nikoli ne bom dobil potrditve od določenih ljudi, od katerih sem si to želel. A dejstvo je tudi, da mi je življenje ponudilo nešteto ljudi, ki so me in me še vedno sprejemajo takšnega, kot sem. Ti ljudje se mi ne odpovedo zaradi invalidnosti, mojih kakšnih drugih pomanjkljivosti, in sprejel sem, da sem dovolj tak, kakršen sem. Za Darkom Đurićem so dvoje paraolimpijske igre v Londonu in v Riu de Janeiru. Nazadnje je odšel z velikimi pričakovanji po medalji. Bil je blizu, a po 2 četrtih mestih se mu je takrat svet podaril. Sigurno je bila jeza, razočaranje nad sistemom, kjer sem plaval recimo proti tistim dvorokim konkurentom, in tudi ko se pripraviš na tiste, ki veš, da bodo na tekmi, pa se pol novi pojavijo, je to pač težko, a ne, predelati. In dokler nisem sebe postavil ven iz te vloge žrtve, se pravi, da sem tudi sprejel odgovornost, da sem mogoče kakšen trening premalo kvalitetno oddelal, da sem bil pripravljen na tisto medaljo, ampak mogoče sem se tudi jaz zlomil, se pravi, da niso samo konkurenti tisti krivi, a ne, da sem bil jaz četrti, takrat sem šele pol lahko v bistvu nadaljeval tudi športno kariero. Ljubitelj težkometalne glasbe je priljubljen in iskriv sogovornik. Ustvarja podcast Zadnji meter. Znan je po šalah, tudi svojem črnem humorju. A kot pravi, ni privrženec pretiranega optimizma. Sem realist, oziroma, ko se temu reče, kruti realist. Vem, da bo, ampak jaz hitro predvidam neke negativne scenarije, ki se lahko zgodijo. To mogoče pač tudi zaradi situacije, preživitvenega nagona in tako naprej. Velikokrat sem to rešil tudi s humorjem ali pa cinizmom, in dostikrat, ko vidim neko situacijo, hitro kakšna šala pride na plano, tako da se pol mogoče kdaj lažje s kakšno situacijo soočam. Darko Đurić je že kot otrok rad bral, tudi pisal. In prav zato je ob nastajanju knjige nastala tudi ideja, da ob zgodbah, ki jih je pripovedoval Vladimirju Habjanu, tudi sam zapiše nekaj zgodb. Tako na temo ljubezni, kot na primer živali. To je neka basen o enem bizončku, oziroma meni so bizoni izjemno ljuba bitja, ali kako bi temu rekel, ker vsako leto, ko grem tam v Oklahomo in gremo na neki izlet in jih tam vidimo v naravnem tem habitatu. Zakaj mi je to toliko fascinantno? Ker sem kot otrok ogromno bral Winnetou, vse te westerne, in ko sem te planjave v živo videl, ki se dejansko to v teh okoljih dogaja, je bilo meni to tako noro. In pol, ko so mi rekli, nekakšno zgodbo še dodam, sem za hec napisal neko basen o enem bizončku, o nekih odnosih in tako naprej. In mislim, da je kar lepo ratala, no. Ena ta mitološka, so bili na morju in so provocirali se, kdo bo zadev to vršico s toržem. In seveda, on je
sprejel ta izziv, vrgel, kiksnil, še enkrat vrgel zadev in to so humorni odlomki, ne. Seveda Tošica je bila pametna, ni zdaj drame delala, ampak to je bila dobra šola zanj, ne. Ampak je humorna. Darko Đurić je želel, da bi bila knjiga Plosk ene roke pozitivna zgodba in ni govoril o stvarih, ki bi koga spravile v neprijeten položaj. Oziroma, kot pravi v knjigi: Knjigo posvečam vsem, ki so mi pomagali na moji poti, tistim, ki so mi dali drugo priložnost. Brez te knjige bi se verjetno še vedno vrtel v istih vzorcih dokazovanja in lastnega nesprejemanja. Ja, ogromen sem razmišljal tudi med nastajanjem knjige in smo se tudi z Vladimirjem pa z založbo veliko pogovarjali o tem, kaj je sploh smisel te knjige. In je bila nekako moja želja, oziroma ki se mi izkristaliziralo to, da neka zahvala tudi vsem ljudem, ki so mi dali priložnost, da sem danes tukaj, kjer sem. Neka vzpodbuda ljudem, ki jo berejo, da dajo priložnost sebi, se pravi, da si drznejo in da si tudi drznejo ali pa da so pripravljeni dati priložnost drugim, ker veliko zgodb, ki so tiste, ki niso čist ustaljene, zlate kletke, zdaj pa bo, da tako takrat daš priložnost nekomu, ko nihče vanj ne verjame, da se res mogoče lepe zgodbe lahko razvijajo. To je vsebina, zgodba, ki spodbuja in če ti to zapišeš, ne moreš biti indiferenten, sigurno se te dotakne in ta njegova borba, ta jeza, ta vztrajnost, ta trma, sigurno tista, ki pritegne in to, kako je vredno, da si pač borc in tako naprej. Ravno z tega vidika zdaj nam nič ne manjka, pa smo nezadovoljni, njemu pa recimo lahko rečemo, da mu kaj manjka, pa je zadovoljen, pa je veliko dosegel in je inspiracija. To je tisto, kar je recimo meni ta zgodba dala.